Ko kupujemo ali pa prodajamo nepremičnino, mogoče še bolj pomembno, ko kupujemo, je, da si predočimo tudi stil življenja, ki bi ga radi živeli. Naj to ponazorim z eno anekdoto. Pred časoma je do nas prišla stranka, ki je živela v hiši in je razmišljala, da bi kupila drugo hišo, drugačno, ki bi bila mogoče malo bolj ustrezna. Ob malo daljšem pogovoru smo ugotovili, da mogoče pa bi lahko namesto hiše celo kupila stanovanje. Otroci so odšli v srednjo šolo, manj so bili doma, doma je bilo manj pomoči, zunaj je bilo treba urejati stvari in naš predlog, da mogoče razmisli o stanovanju, je na koncu prerasel v to, da so v istem kraju kupili stanovanje. In so takrat naprej presrečni, da smo imeli najprej pogovor o tej temi in na koncu, da so dejansko to stvar tudi realizirali. Mogoče orišemo samo nekaj plusov za en stil in mogoče za drugi stil življenja. Kadar imamo ljudje hiše, to pomeni, da seveda razpolagamo z ponavadi večjo površino, da imamo parcelo, na kateri lahko počnemo stvari, ki jih želimo početi, oblikujemo, vrt uredimo, se zunaj igramo, lahko z otroki parkiramo avtomobile. Po drugi strani pa to tudi pomeni, da je treba to vzdrževati. Kadar živimo v hiši, imamo načeloma več miru. Predvsem ni nikogar, ki bi ti z metlo mogoče trkal ali pa kakšna kolesa potakal, ampak ob novih gradnjah je tudi to v stanovanju vedno manj pereč problem. Ko smo v hiši, se lahko odločimo za investicijo, kadar pač imamo sredstva in idejo, v kaj bi radi investirali ali izboljšali. Smo pa res na tej točki sami kot investitorji, medtem ko v neki skupnosti k investicijam lahko pristopi, bomo rekli, širša skupnost, kjer se ta strošek bistveno lahko zmanjša. Po drugi strani v stanovanju, kjer so načeloma manjši stroški, je to nekaj, kar marsikomu lahko ustreza. Druga točka, ki je dobra, pomembna, je, da stavbo ne vzdržujemo vedno sami, ampak imamo za to upravnika in druge pogodbene izvajalce, ki opravljajo svoje naloge skladno z potrebami stavbe in z elementi, ki so vgrajeni. In ko smo v stanovanju, imamo tudi eno prednost, zaklenemo svoje stanovanje, bomo rekli, in gremo. Ni nam potrebno skrbeti, ali bo zunaj pokošeno, ali bo, ne vem, če bo v tistem času neko neurje, ali se nam je, ne vem, streha odtrgala z hiše ali pač kakršnekoli druge zadeve, ker vemo, da v teh primerih drugi poskrbijo za to. Seveda, ko pa želimo imeti kakšno investicijo, pa mora priti najprej do soglasja ostalih etažnih lastnikov, da lahko to stvar tudi izvedemo. V oziru na ta in še nekatera druge dejstva, razlike o stilu življenja v hiši in v stanovanju, sta ta gospa in njen mož prišla do zaključka, da naredita premik. In sta bila izredno vesela in zadovoljna. Seveda je mnogo zadovoljstva tudi, kadar se nekdo iz stanovanja preseli v hišo. Vsekakor pa ključ, kaj naredi dom, ni to, ali imamo hišo ali imamo stanovanje. Ključni so odnosi, ki jih ustvarimo. In želim vam vsem, da znate ustvarjati odnose, ki bojo ustvarjali dom, ne glede na to, ali ste v hiši ali v stanovanju.